Spoštovane dame, spoštovani gospodje, z aplavzom pospremimo prihod letošnjih prejemnikov odličij Zdravniške zbornice Slovenije v spremstvu predsednice Zdravniške zbornice Slovenije doktorice Bojane Beović in predsednice skupščine Zdravniške zbornice Tanje Petković. Kar pogumno, še nadaljujmo z aplavzom. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v dvorano zdaj prihaja predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc Musar. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo nevrak, le sosed bo mejak. Spoštovani prejemniki in prejemnice zdravniških odličij, spoštovana gospa predsednica Republike, spoštovana predsednica zbornice in predsednica skupščine, člani in članice Zdravniške zbornice Slovenije in pravzaprav vsi nocojšnji gostje, dober večer in dobrodošli na slovesni podelitvi odličij Zdravniške zbornice Slovenije. V iskreno veselje mi je, da vas bom lahko vodila skozi današnji slovesni večer. Ni skrivnost, da bo današnja slovesnost obogatena tudi z glasbenimi gosti, dva sta lahko slišali že v začetku, pridružil se jima bo še Uroš Perić. Dodatna predstavitev mislim, da ne bo potrebna, boste spoznali kar tekom dogodka. Imamo pa tudi posebno čast, da nas na tej slovesnosti spremlja tudi predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar. In vaš obisk danes ni le častna prisotnost, ampak je tudi simbol spoštovanja, ki ga ima naša država do zdravniškega poklica in do vseh, ki se vsakodnevno borijo za zdravje in dobrobit posameznikov.
Zdaj pa k slovesnemu nagovoru prejemnikom nocojšnjih odličij vabim predsednico zbornice doktorico Bojano Beović. Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, dragi gostje, dobrodošli na današnji slovesni prireditvi. Mimo naju teče čas, je napisal slovenski pesnik Alojz Gradnik. In res je, mimo nas neizbežno beži čas. Če ga še tako želimo podaljšati z intenzivnim delom, z različnimi aktivnostmi, vendarle čas beži. Nedavno smo se na nedeljskem večernem srečanju pogovarjali s profesor Škodlarjem o identiteti zdravnika, posebej v teh časih, kjer doživljamo številne spremembe. Za identiteto je zelo pomembno samo spraševanje in, kot se reče, mentalizacija tega, kar delamo, in pogosto nam ob tem hitrem ritmu življenja časa za to primanjkuje. Zato moja prva novoletna želja, da bi v božičnih praznikih, pa tudi v naslednjem letu, našli ustvarjalni mir in čas, da se zazremo vase. Leto 2024 je zdravnikom in zdravniški zbornici, tudi drugim zdravniškim organizacijam, minilo pravzaprav v intenzivnem prizadevanju za ohranitev javnega zdravstva. Naj najprej omenim zdravniško stavko, neke vrste obupen klic temu, da je treba pogoje za delo zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu izboljšati. Kot veste, smo prav na dnu primerjave evropskih držav. Potem je sledil osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti, še enega poskusa spremeniti, izboljšati slovensko zdravstvo po neuspelem poskusu z nekontroliranim financiranjem. Najbrž nihče ni mogel razmišljati resno, da bomo s prepovedmi dela zdravnikov, z omejitvami povečali število storitev in dejansko stanje izboljšali. Zato si za leto 2024 želim, da bi se sprememb v slovenskem zdravstvu lotili z razumom, na podlagi dejstev, ne predsodkov in ne ideologij. Da bi pri tem lahko sodelovali pravzaprav vsi, ki smo tu udeleženi, posebej seveda še prebivalci Slovenije, bolniki. Vsaka sprememba bi morala biti usmerjena predvsem v to, da bolniki dobijo več zdravstvenih storitev oziroma v resnici več zdravja. Vse te napore so spremljali nenavadni odzivi, če pogledam z nekaj distance, v medijih. Vrstila so se poročila o napakah, o stvareh, ki niso bile dobre v zdravstvu, in zelo pogosto se je za to krivilo zdravnike. Mi te napake seveda iskreno obžalujemo in si želimo, da si ne bi dogajale. Vendarle pa nismo krivi za vsako napako. Dogajalo se je izkrivljanje, obračanje besed, skratka marsikaj, kar je bilo namenjeno temu, da se zmanjša ugled zdravnikov in da se nas naredi nekako krive za vse, kar je slabega v slovenskem zdravstvu. Moram reči, da se je v teh trenutkih v meni, pa tudi mislim, da v mislih številnih kolegov, kar nekaj prelomilo. Zdravniki vemo, kaj delamo, zato smo izobraženi, smo izkušeni, smo zato seveda odgovorni, ne moremo pa na svojih plečih nositi vse odgovornosti za organizacijo dela v zdravstvu. Zato so pristojni in odgovorni odločevalci. Zato si želim, to naj bo moja tretja želja v tem mojem kratkem nagovoru,
da bi zdravniki še naprej v letu 2024 dobro opravljali svoje delo, tako strokovno kot etično, da bi bili s svojim delom zadovoljni, da bi bili ponosni na svoj poklic in ponosni na mesto, ki ga imamo v družbi. Svečana druženja, kot je današnje, na katerem posebej prepoznamo tiste svoje kolege, ki izstopajo, so pravzaprav stara toliko kot človeštvo. In kolegi, ki izstopajo, ki so dali družbi več, so današnji Hipokratovi nagrajenci in prejemniki priznanj. Jaz jim že na tem mestu iskreno čestitam in se zahvaljujem za njihovo delo. Ob tem se zahvaljujem vsem zdravnikom za vse opravljeno delo v letu 2024, tako tam, kjer ste delali kot zdravniki, kot za prizadevanja recimo v okviru zdravniške zbornice, kjer si skušamo pomagati in podpirati. Posebna zahvala gre tudi vsem zaposlenim na zdravniški zbornici, ki so nam v letu 2024 stali ob strani. Vsem, tudi vašim družinam in prijateljem, želim najprej blagoslovljene, mirne božične praznike. V novem letu pa najprej seveda veliko zdravja, tukaj imamo zdravniki malo konflikta interesov, da tako rečem, pa tudi sreče. Jaz vam želim en lep večer. Hvala lepa. Najlepša hvala za te prečudovite besede. Res je, čas neizbežno beži, ampak vrača se pomlad. Oto Pestner in Toni Pavše. Njena soba majhna lepa, šopek rož. Bela okna so zastrta, dan je noč. Čudovito, kakor sanje, nje telo. Z njenih usten pesem pije moj poljub. Dnevi sreče nežne tihe kot nasmeh. Svet vsakdanji se potaplja, molk megle. Vedno znova tisoč majhnih nežnosti in poljubi so ljube večnosti. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jata ptic znova zažive. Vrača se pomlad, a ljubezen ne. V srcu si vas mlad in rad bi osvojil svet. Ista soba, majhna ozka, a brez rož. Bela okna so odprta na stežaj.
jo kot roka, mlada žena, tujec jaz. In oddaleč hrupi z ceste, kot posmeh. Vrača se pomlad, a ljubezen ne, in spomini z njo kot jata ptic znova zaživet. Vrača se pomlad, a življenje v srcu si vas mlad in rad bi jo osvojil svet. Najlepša hvala. Mislim, da je občinstvo že kar dobro ogreto in lahko nadaljujemo. Biti zdravnik pomeni imeti neugasljivo radovednost in neomajno željo pomagati. Hkrati pa je potovanje v neznano, kjer vsako novo spoznanje, pa vsak uspešno rešen primer prinese občutek izpolnjenosti. Biti zdravnik pomeni nositi srčnost v dlaneh in znanje v mislih, se nenehno učiti, premikati meje mogočnega in rasti, tako osebnostno kot strokovno. In ta večer je posvečen tistim, ki v svojem poklicu najdejo več kot zgolj delo in najdejo poslanstvo. Njihove zgodbe in dosežki nas bodo v tem slavnostnem večeru vodili k razmisleku, občudovanju in upam, da tudi k navdihu. Dame in gospodje, zdaj pa je nastopil trenutek, da spoznamo, kdo so prejemniki odličij Zdravniške zbornice za leto 2024. Vsi prejemniki so svojim delom in predanostjo zdravniškemu poklicu dosegli vidne rezultate na področju stanovskih interesov zdravništva in zobozdravništva, skrbi za pravilno ravnanje in ugled zdravnikov ter s tem bistveno prispevali k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva doma in v tujini. Na oder vabim podeljevalca Roka Ravnikarja in Barbaro Škrl, da se mi pridružita pri podelitvi zahval. Zdravniška zbornica Slovenije izreka zahvalo delovni skupini za digitalizacijo. V njej so Iztok Štotol, doktor medicine, asistent Matej Kokal-Kokot, doktor medicine, Krištof Zevnik, doktor dentalne medicine, Simon Rekanovič, doktor medicine, asistentka Dominika Oroši, prosim, da se mi pridružite na odru. Delovna skupina za digitalizacijo je v zadnjih 3 letih izvedla številne ključne aktivnosti, s katerimi je Zdravniško zbornico Slovenije utrdila kot enega osrednjih akterjev pri digitalni transformaciji zdravstva. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne strategije digitalizacije, prispevanjem argumentov, ključnih popravkov in vsebinskih dopolnitev k predlogu zakona, je skupina omogočila, da Slovenija postane ena prvih držav Evropske unije, ki je prepoznala pomen digitalizacije v zdravstvu. Na mednarodni ravni je skupina okrepila sodelovanje na pomembnih dogodkih, tako z domačimi kot tujimi uglednimi strokovnjaki in uspešno predstavljala slovenske dosežke. Predano delo strokovnjakov in navdušenje članov delovne skupine sta Zdravniško zbornico Slovenije postavila kot nepogrešljiv steber zdravstva prihodnosti.
Še en aplavz. Najlepša hvala, Kristina. Zdravniška zbornica Slovenije izreka zahvalo delovni skupini Ne dopuščajmo nasilja in dvema posameznicama, ki sta tesno povezani z delovanjem te skupine, gospe Vesni Habe in gospe Živi Salobir. Delovno skupino Ne dopuščamo nasilja pa sestavljajo primarika, docentka doktorica Nena Kopčavar-Vuček, doktorica medicine, profesor dr. Rok Tavčar, doktor medicine, asistentka doktorica Tanja Tomaževič, doktorica dentalne medicine in magistrica Andreja Hrovat-Bukovšek. Prosim, da se nam pridružite na odru. Delovna skupina Ne dopuščajmo nasilja od leta 2017 vztrajno in nesebično deluje kot ključna pobudnica varnosti zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstvenih storitev. Njihove dejavnosti vključujejo raziskavo o nasilju v zdravstvu, pripravo priporočil za obravnavo nasilja, številna izobraževanja za zaposlene po vsej državi, svetovanje pri primerih nasilja in vključevanje vsebin o preprečevanju nasilja v izobraževalne programe. Posebej so se aktivirali tudi v času kampanje Ne nasilju v zdravstvu. Vodja delovne skupine, primarika, docentka, doktorica Nena Kopčavar-Vuček je tu odigrala ključno vlogo. Neutrudno je obveščala medije, odločevalce in laično javnost o nujnosti spremembe kazenske zakonodaje za zaščito vseh zdravstvenih delavcev. Posebna zahvala pripada tudi Živi Salobir iz Zdravniške zbornice Slovenije, saj so njena predanost, vztrajnost in neutrudno delo omogočili, da so v kampanji zbrali več kot 7500 overjenih podpisov za spremembo zakonodaje. Živa Salobir je organizirala zbiranje podpisov v zdravstvenih zavodih in zagotavljala, da so zdravstveni delavci iz bolnišnic in zdravstvenih domov lahko oddali svoje podpise, tudi ko spletno oddajanje zaradi tehničnih težav ni delovalo. Njeno vodilo, da vsak podpis šteje, ni bilo zgolj besedna zveza, pač pa načelo, ki jo je gnalo naprej, tudi v trenutkih, ko se je zdelo, da se sooča z nepremagljivimi ovirami. Živa Salobir je s svojim izjemnim trudom dokaz, da ena oseba s srčno predanostjo in vztrajnostjo lahko doseže pomembne spremembe. Posebno zahvalo in priznanje si zasluži tudi Vesna Habe, ki na Zdravniški zbornici Slovenije vodi mediacijsko pisarno. Čeprav ni uradna članica delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja, njeno delo predstavlja nepogrešljiv del prizadevanj za večjo varnost zdravstvenih delavcev in učinkovito obravnavo nasilnih dogodkov. Svojo strokovnostjo in predanostjo skrbi, da prijave nasilnih dogodkov na zbornici niso le obravnavane, temveč da prizadeti prejmejo podporo, ki jo potrebujejo za soočenje s težkimi situacijami. Veliko jih pravi, da so šele v pogovoru z Vesno dobili občutek, da jim je nekdo zares prisluhnil ter ponudil varen in zaupen prostor. Čestitam vsem nagrajencem in hvala tudi obema podeljevalcema. Sledi glasbeni premor. Tokrat se bo že znani dvojici pridružil še Uroš Perić. Zaigrali pa nam bodo skladbo Route 66, himno potovanj in raziskovanja ameriških cest. Pesem namreč opeva znamenito Route 66, to je legendarno avtocesto, ki je povezovala Chicago v Illinoisu z Los Angelesom v Kaliforniji. A vi se pa ne pridružite? Pridete? Aha, dobro, sem že mislila, da sem narobe napovedala. Izvolite. Do I ever cross your mind? Darling, do you
ever see. Some situation somewhere, somehow triggers your memory. Yeah, baby. And do you ever wonder what became of all the time? Please tell me, darling, do I ever cross your mind? If you ever plan to motor west, take the highway, take the my way, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, all of this morning, and I won't be long. You may look for me, but I sure be gone. Well, take your 6 on Route 66. Yeah, take it, brother. Well, now you go to St. Louis, Joplin, Missouri, Yeah. Oklahoma City looks mighty pretty. You gonna see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Keegan, Manor, Boston, San Bernardino. If you ever get a hip from this time to tip, when you take that California trip, get your kicks on the Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks, my lord. Get your kicks Oh, yeah. on the Route 66. Yeah. Amen. Lord. All right. Stanem tu, grem dol. A bo še kakšna? Ne, moramo naprej. Ja, ne, pa to je potovanje, ampak moramo pa na cilj priti, ne? Ja, Res je. bo še čas tudi za pauzo in to vašo. Sezuste se. Moramo nadaljevati, tak je protokol. Skratka, je pa to himna potovanj, svobode in raziskovanja in je simbol dolge poti, ki prinaša nova odkritja, izzive in pa lepote. In podobno je tudi zdravniški poklic potovanje, ki zahteva odločnost, predanost in vztrajnost. Tudi zdravniška kariera namreč vodi skozi številne izkušnje, od dolgotrajnega izobraževanja skozi zapletene diagnoze, pa do trenutkov, ko pacientu vrneš zdravje in upanje. Najlepša hvala naši skupini. Še bo čas za vas? Ali boste še? Še kakšno? Še. Vi boste še? Ja. Ne, mi se zdaj odločamo, ali bomo ostali gor čakali, ali bomo šli tja, to je stvar. To nismo prej dorekli. Jej. Jaz predlagam... Lepa dekoracija. O, hvala lepa. Če smo čist prmir, je še najlepše. Evo, tako. Zaradi mene ste lahko tukaj, lahko se usedete, zdaj samo... Pa se dajmo pa usedeti. Pol pa en aplavz za naše 3 fante. Čist so me zmedli. To še nič, nekaj šele bo. Skratka, poglejmo, kdo so tisti zdravniki in zobozdravniki, ki nocoj prejmejo naziv zaslužni član. Na oder vabim podeljevalki, predsednico zbornice, profesorico doktorico Bojano Beović in predsednico skupščine Tanjo Petković.
Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov zaslužna članica doktorici Živi Zupančič, doktorici medicine, za izjemen prispevek k razvoju pediatrične radiologije, predano pedagoško delo, uveljavitev radiološke stroke in krepitev njene organiziranosti in ugleda. Prosim, da se mi pridružite na odru. Doktorica Živa Zupančič je svojo kariero začela na Inštitutu za rentgenologijo UKC Ljubljana, nato pa celotno specializacijo iz diagnostične radiologije in nuklearne medicine zaključila v Združenih državah Amerike. Po večletnem delu v tujini se je vrnila v Slovenijo, kjer je kot pediatrična radiologinja delovala na Inštitutu za radiologijo. Leta 1986 je ustanovila oddelek za pediatrično radiologijo, ki ga je vodila do upokojitve leta 2021. Pri tem je bistveno prispevala k razvoju diagnostike bolezni otrok in mladostnikov. Aktivno je sodelovala tudi na področju izobraževanja, raziskovanja in organizacije zdravstvene dejavnosti. Desetletje je bila predsednica Združenja radiologov. Leta 2007 je za svoje delo prejela naziv višja svetnica. Njeni nekdanji učenci jo opisujejo kot izjemno pedagoginjo, ki jih je vedno učila, da morajo biti pri svojem delu v tesnem stiku z otrokom in starši, ter delati ne le kot radiologi in zdravniki, pač pa kot ljudje. Doktorica Zupančič je postavila visoke standarde in uvedla metode, ki so trajno oblikovale področje pediatrične radiologije v Sloveniji. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov zaslužni član doktorju Aleksandarju Kruščiču, doktorju medicine, za pomemben prispevek na področju travmatologije in nesebično predajanje znanja generacijam mlajših kirurgov vseh strok. Nagrado bo za doktorja Kruščiča prevzela njegova vnukinja Anja. Jo vabim na oder. Dr. Aleksandar Kruščič je kirurg-travmatolog, akademik, inovator in predan mentor, ki je zaznamoval več generacij slovenskih kirurgov. Po zaključku študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se je zaposlil v UKC Maribor, kjer je ostal vse do upokojitve. Kot specialist na oddelku za travmatologijo je zaradi pomankanja kirurgov na začetku kariere nesebično deloval tudi na drugih kirurških oddelkih bolnišnice. Svoje znanje je nenehno izpopolnjeval v priznanih medicinskih centrih po Evropi. Pridobljene izkušnje in napredne kirurške tehnike pa nato uspešno impliciral na travmatološkem oddelku, med njimi tudi AO metode za operativno zdravljenje zlomov. Kot izjemen učitelj je nesebično prenašal svoje znanje na mlajše kolege, bil mentor številnim specializantom in stažistom ter vodil samostojni oddelek kirurških ambulant v urgentni dejavnosti, kjer je združil delo vseh kirurških oddelkov. Njegova strokovnost ni poznana le v Sloveniji, temveč tudi širše, zaradi česar velja za enega najvidnejših evropskih travmatologov. Iskrene čestitke.
Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov zaslužna članica primarijki Polonci Truden Dobrin, doktorici medicine, za izjemne dosežke na področju javnega zdravja in odlično sodelovanje z drugimi strokami, s katerimi je bistveno prispevala k ugledu slovenskega zdravništva. Primarijka magistrica Polonca Truden Dobrin je po diplomi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani nadaljevala izobraževanje v Zagrebu in Londonu. Opravila specializacijo iz epidemiologije in pridobila licenco za področje javnega zdravja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je vodila pomembne oddelke in opravljala vlogo zdravnika svetovalca primarija. Danes svojo vizijo in neutrudnim delom vodi oddelek za zdravje otrok in mladostnikov v Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, kjer s povezovanjem multidisciplinarnih skupin omogoča uresničevanje javnozdravstvenih ciljev na področju zdravja otrok in mladostnikov. Sodelovala je pri vzpostavljanju preventivnega programa za otroke, mladostnike in študente, program Zdaj, ki ga tudi uspešno in predano vodi. Je mentorica, predavateljica in soavtorica številnih strokovnih publikacij, njeno delo na področju javnega zdravja pa pomembno vpliva na izboljšanje zdravja celotnega prebivalstva. Iskrene čestitke. Naslov zaslužni član prejme tudi izredni profesor dr. Borut Škodlar, doktor medicine, za pomemben prispevek k ugledu slovenskega zdravništva, izjemno predanost pedagoškemu delu ter dolgoletno prizadevanje za izboljšanje duševnega zdravja. Prosim, da se nam pridružite. Profesor dr. Borut Škodlar je eden najvidnejših in najvplivnejših strokovnjakov na področju psihiatrije in psihoterapije pri nas. Kot vodja enote za psihoterapijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana že vrsto let ne le uspešno krmari skozi izzive, kot je hudo pomanjkanje kadra, temveč vztrajno ohranja visoko raven medsebojnega sodelovanja in pozitivnih odnosov med zaposlenimi. Svojo predanostjo in strokovnostjo je profesor dr. Škodlar pustil neizbrisen pečat v razvoju duševnega zdravja in psihiatrije. Njegova izjemna kariera zajema raziskovalno delo, pedagoško dejavnost na več fakultetah ter bogate izkušnje v klinični praksi, kjer inovativno združuje različne psihoterapevtske pristope. Njegov vpliv sega daleč preko medicinske stroke. Aktivno se zavzema za izboljšanje duševnega zdravja med zdravniki in ozavešča širšo javnost o ključnem pomenu duševnega blagostanja. S svojimi več kot 518 objavljenimi deli, ki bogatijo slovensko in mednarodno znanstveno skupnost, ter z neštetimi strokovnimi dosežki dokazuje svojo neomajno zavezanost napredku psihiatrije in psihoterapije. Njegov nesebični prispevek stroki in družbi ga upravičeno postavlja med stebre slovenske medicine. Iskrene čestitke in hvala tudi obema podeljevalkama. Tako. Zdaj pa, fantje, vas ponovno povabim, da se nam pridružite malo premora, nam ne bi škodilo, ne? Ne, nam. A je bilo fino, ne, da niste vratov rabili tako nazaj zvračati, da ste lahko vse te prispevke pogledali. Sledi skladba Georgia on my mind. In čeprav mnogi verjamejo, da se nanaša na ameriško zvezno državo Georgia, jo nekateri interpretirajo kot pesem o ljubezni, ljubljeni osebi z imenom Georgia. Ali Đurđa. Izvolite.
Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps the Georgia on my mind. Yeah. Take it, brother. I said, Georgia, yeah. Well, I'm calling my little Georgia, and a song of you, baby, comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Take it, baby. Other arms reach out to me, of your eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I've seen that road leads back to you. Calling my little Georgia. No, no, no. Said I know peace I'm gonna find. Come on. Just an old sweet song keeps a Georgia on my mind. Oh, I said an old sweet song, Lord. I wanna know Keeps the Georgia on my mind. Ain't she? Yeah, baby. Najlepša hvala. Glavno sporočilo te pesmi je ljubezen, nostalgija in srčna povezanost z nečim ali pa nekom, kar je človeku izjemno dragoceno. Podobno tudi zdravje in skrb za zdravje postajata za vsakega izmed nas dragocena vrednota. Zdravniki in zdravstveni delavci so tisti, ki svojo predanostjo in strokovnostjo skrbijo za ohranjanje tega dragocenega daru, zdravja, ki je temelj našega dobrega počutja in kakovosti življenja. Zdaj pa poglejmo, kdo so tisti zdravniki in zobozdravniki, ki nocoj prejmejo naziv častni član. Na oder vabim podeljevalki, predsednico zbornice, profesorico doktorico Bojano Beović in predsednico skupščine Tanjo Petković. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov častni član primariju, profesorju doktorju Matjažu Klemencu, doktorju medicine, za pomemben prispevek k razvoju internega oddelka in kardiologije v Splošni bolnišnici Šempeter ter nesebično predajanje znanja in zbiranje dobrodelnih sredstev za izboljšanje zdravstvene oskrbe pacientov. Profesor dr. Matjaž Klemenc je bil vrsto let edini specialist na oddelku za internistično intenzivno medicino v Splošni bolnišnici Šempeter, kjer je ob podpori tedanjega vodstva oddelek razširil, tehnično posodobil in strokovno nadgradil. Ob tem je samostojno izobraževal medicinsko osebje in postavil trdne temelje za nadaljnji razvoj oddelka. Med letoma 2001 in 2007 je opravljal funkcijo predstojnika internistične službe. Izkazal se je z vrhunskimi strokovnimi in organizacijskimi sposobnostmi ter z izjemnim čutom za sodelavce, ki so ga cenili zaradi njegovega korektnega, razumevajočega in prijateljskega pristopa ter človeške topline. Marca 2007 je profesor dr. Klemenc opravil prvo perkutano koronarno intervencijo v šempetrski bolnišnici.
Od takrat jih je bilo pod njegovim strokovnim vodstvom opravljenih že več kot 8000, s čimer je prispeval k razvoju stroke in ugledu slovenskega zdravništva. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov častni član Antonu Lobniku, doktorju medicine, za izjemen prispevek k razvoju interventne kardiologije in kardiokirurgije, predano mentorsko delo ter pomemben prispevek k ugledu slovenskega zdravništva. Dr. Anton Lobnik je po zaključku študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani začel svojo zdravniško pot kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Maribor. Nato se je posvetil specializaciji iz interne medicine, kjer se je usmeril v kardiologijo s poudarkom na diagnostiki periferne bolezni. Med izobraževanjem v Združenih državah Amerike je spoznal napredek na področju intervencijske kardiologije in njen tesen preplet s kardiokirurgijo. Po vrnitvi si je kot mlad specialist prizadeval za vzpostavitev interventne kardiologije v takrat splošni bolnišnici Maribor in zaradi svojih odličnih odnosov s strokovnjaki iz UKC Ljubljana in poznanstev v Združenih državah Amerike je uspel svoje ambiciozne cilje tudi uresničiti. Na oddelku za kardiologijo UKC Maribor je delal skoraj 40 let. Pod njegovim vodstvom so vzpostavili interventno kardiologijo, stalno pripravljenost za nujne posege, kardiokirurgijo, angiologijo in napredne ultrazvočne preglede. Poleg tega je bil mentor številnim mladim zdravnikom in vesten učitelj specialnih veščin. Dr. Lobnik je svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamoval razvoj kardiologije, jo dvignil na regionalni in državni ravni, s čimer je prispeval k razvoju stroke in ugledu slovenskega zdravništva. Čestitamo. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov častna članica primariki doktorici Dijani Terlević-Dabić, doktorici dentalne medicine, za izjemno stanovsko in organizacijsko delo ter bistven prispevek k razvoju zobozdravstva v Sloveniji in prepoznavnosti v mednarodnem okolju. Primarika doktorica Dijana Terlević-Dabić je svojimi bogatimi izkušnjami in nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem razvila nov pristop pri organizaciji zobozdravstvene dejavnosti, zlasti v okviru koncesionarskega sistema. Kot podpredsednica skupščine Zdravniške zbornice med letoma 2006 in 2012 in aktivna članica odbora za zobozdravstvo je pomembno prispevala k prenovi programa pripravništva za zobozdravnike, ki je uvedel kroženje v splošnih zobozdravstvenih ambulantah. Vodila je regijski odbor zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov ter kot koordinatorica podiplomskega izobraževanja od leta 2007 organizirala številne strokovne dogodke. Dejavna je bila tudi pri promociji ustnega zdravja, preventivnih programih in nacionalno prepoznavnih projektih. Slovensko zobozdravstvo je zastopala v pomembnih mednarodnih zobozdravniških organizacijah in soustanovila Mednarodni kongres K4 za zobozdravnike. Primarika doktorica Dijana Terlević-Dabić je s svojim predanim in strokovnim delom pomembno prispevala k razvoju zobozdravstva v Sloveniji. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje naslov častni član tudi Jožetu Pungaršku, doktorju dentalne medicine, za predano strokovno delo, nesebično in srčno predajanje znanja ter veščin kolegom zobozdravnikom, pripravnikom. Dr. Jože Pungaršek je zobozdravnik z več kot 30-letnimi kliničnimi izkušnjami.
Po zaključenem izobraževanju je svoje znanje in veščine nadgrajeval v Nemčiji, kjer je delal v specialistični ordinaciji za oralno kirurgijo. Po vrnitvi v Slovenijo je delal v zdravstvenem domu Celje. Leta 1994 pa je odprl zasebno zobozdravstveno ambulanto in postal eden prvih zasebnih zobozdravnikov brez koncesije v Celju. Njegov strokovni prispevek k zobozdravništvu je neprecenljiv. Je predan mentor, ki ga mlajši kolegi opisujejo kot izjemnega učitelja in navdihujoč vzor. Njegova navdušenost nad zobozdravstvom je nalezljiva, svoje znanje in veščine pa nesebično deli. Pacienta skupaj s strokovnostjo in kakovostjo vedno postavlja na prvo mesto. Jože Pungaršek je zobozdravnik, ki z doslednostjo, predanostjo in strokovnostjo dviguje ugled zobozdravništva in ga plemeniti za prihodnje generacije. Iskrene čestitke. Naslov častni član prejme tudi Dejan Fabčič, doktor medicine za promocijo zdravstvenega poklica, predanost, vztrajnost in trdo delo, s katerim prispeva k ugledu slovenskega zdravništva doma in v tujini. Dr. Dejan Fabčič je specialist interne medicine, vodja ambulante za bolezni ščitnice in sladkorno bolezen v Novi Gorici. Je izjemen zdravnik in športnik, ki je svojo življenjsko zgodbo in dosežki neprecenljiv navdih. Medicina ga spremlja že od rojstva, saj se je rodil brez obeh golenic in je zaradi številnih operacij velik del otroštva preživel v bolnišnici. Prav tam se je rodila njegova ljubezen do medicine, saj se je zaradi mladega ortopeda, ki mu je uspel ohraniti obe nogi, odločil za vpis na medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Svoj poklic opravlja z izjemnim veseljem in predanostjo, kar občutijo tudi njegovi pacienti, ki so ga lani izglasovali za mojega diabetologa leta 2023. Prav tako impresivna je tudi njegova športna kariera, saj se je udeležil že 4 paraolimpijskih iger v 3 različnih športih. V Franciji se je vpisal v zgodovino slovenskega in svetovnega lokostrelstva, saj se je domov vrnil z osvojeno bronasto medaljo. Dejan Fabčič je pustil neizbrisen pečat v slovenskem športu, svojo strokovnostjo in srčnostjo pa je tudi navdihujoč promotor zdravniškega poklica. Iskrene čestitke. Še zadnja, ki prejme naslov častna članica, je primarika, docentka doktorica Vojka Gorjup, doktorica medicine, in sicer za izjemen prispevek na področju razvoja intenzivne interne medicine v Sloveniji, za odločilne korake pri uvedbi specializacije z intenzivne medicine ter srčno in predano stanovsko in organizacijsko delo. Primarika, docentka doktorica Vojka Gorjup je pionirka na področju intenzivne medicine, ki je svojo predanostjo in vizijo pomembno prispevala k razvoju stroke. Po začetkih v zdravstvenem domu Ivančna Gorica je svojo kariero nadaljevala na kliničnem oddelku za intenzivno interno medicino UKC Ljubljana. Bila je ključna oseba pri pripravi programa specializacije
in uvedbi zunajtelesne membranske oksigenacije za odrasle, postopka, ki je rešil mnogo življenj. Izobraževala se je v mednarodnih centrih v Houstonu, Parizu in Štokholmu. V času pandemije je organizirala intenzivni oddelek za bolnike s COVID-om. Z več kot 200 bibliografskimi zapisi je povezala klinično delo z znanstvenim in pedagoškim prispevkom. A njena predanost ni bila le strokovna, pač pa globoko človeška. Za svoje bolnike je bila vedno pripravljena narediti korak dlje, preseči pričakovano in vložiti dodatna prizadevanja, da bi jim zagotovila najboljšo možno oskrbo. Njena strokovnost in predanost najtežjim bolnikom jo postavljata ob bok najbolj spoštovanih osebnosti v slovenski medicini. Vsem iskrene čestitke in najlepša hvala tudi obema podeljevalkama. Preden pa preidemo na zadnji sklop, torej na podelitev Hipokratovih nagrad, je čas za glasbeni premor. Tokrat ponovno na oder vabim, da se mi pridružijo Toni Pavše, Oto Pestner in Uroš Perič, tokrat skladbo Blue Hawaii. Ki jo pa še posebej posvečamo človeku, ki jo je pravzaprav populariziral, še v filmu z istoimenskim naslovom leta 1961. No, on bo drugo leto star 90 let, zato vse najboljše, Elvis, kjerkoli si že. Pa še naša verzija Blue Hawaii. Night and you in blue Hawaii. The night is heavenly, and you're a heaven to me. Yes, lovely you in blue Hawaii, with all this loveliness that should be love. Yeah, Come with me while the moon is on the sea. The night is young, and so are we. so are we. Yeah, dreams come true in blue Hawaii, and mine could all come true this magic night. Will you take a solo, man? All right, You wanna do it? please, come on, yeah. Oh, come with me while the moon is on the sea. Oh, the night is young, and so are we. Take you the I said dreams come true. Listen now, in blue Hawaii, and mine could all come true. This magic night overnight with you. Yeah, baby. Yeah, it's funny. Hvala. V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za tisoč imenitnih stvari, ki jih lahko ljubimo. In vredno je prostor za ljudi, ki nas navdihujejo in nas učijo. Tudi mislec Seneca je zapisal prijatelju Luciliju:
Ko sem videl tvoje darove, sem te vzel v svoje dlani in te spodbujal. Nisem ti dovolil, da bi hodil leno, spodbodel sem te in te večkrat priganjal. Še zdaj ravnam tako, toda zdaj že tečeš in spodbujaš še mene. In te besede so modrost, kako se v življenju vse nenehno pretaka, tudi znanja in izkušnje, ki jih delimo naprej, naslednji generaciji. In zato povprečen učitelj pove, dober učitelj pojasni, odličen učitelj prikaže. No, velik učitelj pa navdihuje. In s svojo izjemnostjo navdihujejo tudi prejemniki Hipokratovega odličja, zato je čas, da jih predstavimo in zaploskamo njihovim dosežkom. Na tem mestu bomo malenkost prilagodili protokol predstavitve naših nagrajencev in sicer si bomo najprej ogledali prispevek o posamičnem nagrajencu in ga po končanem posnetku povabili na oder skupaj s podeljevalkama. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo priznanje profesorici doktorici Zvonki Zupanič-Slavec, doktorici medicine za izjemno delo na področju raziskovanja zgodovine medicine ter neprecenljiv prispevek k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske medicinske dediščine tako doma kot v tujini. Poglejmo prispevek. Velikan kirurgije. Brez njega ne bi imeli moderne kirurgije. No, to smo odkrili ob 100-letnici medicinske fakultete. Dober dan. Dober dan. Z veseljem povem, da dobim Hipokratovo priznanje. To je poklon mojemu vseživljenjskemu delu. 33. generacijo študentov letos poučujem. Študentje so tako čudovito gnetivo, prožni, odprti, sproščeni, neobremenjeni in je dobro sejati med njimi, ker to seme res lahko vzklije. Tako da jaz se od njih ogromno naučim, dajejo mi eno svežino, moč, tudi me pomlajajo. Kot medicinska humanistka in zgodovinarka medicine imam na nek način kot zdravnica občutek, da sem nekje na obrobju medicine. Ampak v isti sapi se pa zavedam, da je vsak človek, predvsem vsak bolnik, občutljiv ne le za bolezen in njegovo telesno ranljivost, ampak tudi za čustveno, socialno, za vse tisto mehko, kar je potrebno pri bodočem zdravniku v toku pedagoškega dela ozavestiti, da razumejo ta celostni pristop do bolnika. Govorili bomo o razvoju medicinske fakultete v Ljubljani. Mi ni bilo nikoli težko delati kupico paralelnih stvari. Tukaj so nekako zložene večinoma moje knjige. Ne vem, če so sploh vse zložene tukaj. Se jih je kar nabralo skozi kariero okoli 60 plus. Tale enciklopedija, ki bo še 5. del dobila. Kdo je napisal Valvazorijana medicine? V teh 3000 straneh in okoli 7000 slikovnih prilogah je pa res popisan levji delež razvoja medicine pri nas. Mislim, da je ona ženska, ki je zelo ustvarjalna in ki ima veliko neke notranje moči, da je stvari sposobna tudi sprovesti. Zdaj, to delo, zaradi katerega je tudi dobila priznanje in mislim, da je res zasluženo in upravičeno, je res ogromna količina dela, ki gre skupaj z veliko enega odrekanja, predvsem pa mogoče z vizijo cilja in tudi, da je te stvari potem sposobna dejansko do konca pripeljati. No. Tako da tukaj se mi zdi, da ima res notranjo moč, ki jo žene, da te stvari zaključi. To je tak odlitek kirurgove roke. To je stara porodnišnica. Tole je recimo posmrtna maska Alojza Zalokarja. Morgani je znameniti italijanski patolog. Četudi bo medicina še vse bolj sofisticirana, vse bolj tehnično izpopolnjena in bo tudi umetna inteligenca vanjo vstopala, bo vsak bolnik potreboval človeški dotik, topel pogled, empatijo, sočutje. In to je tisti pomembni moment, ki ga poskušamo v okviru našega predmeta zgodovine medicine in medicinske humanistike prenašati na bodoče zdravnike. A ve kdo, kateri so kriteriji za nastanek
univerze. In na tak način pač dati vedeti, da če bodo bolnika obravnavali celostno, bodo gotovo dosegli največ, kar lahko. Če rad nekaj delaš in ko se za nekaj odločiš, lahko na katerem koli področju opraviš poslanstvo. Kot je rekel Slomšek, kdor hoče druge vnet, mora sam goreti. Goriš in tudi potem počasi vidiš, da tudi ljudje to prepoznajo. Pa dobiš recimo državno odličje, medaljo za zasluge, pa dobiš recimo Hipokratovo priznanje. Tako da jaz se nisem nikoli spraševala, zakaj. Vedno sem se spraševala samo, kako bom to naredila in kako bom do konca pripeljala. Na oder vabim predsednico države, gospo doktorico Natašo Pirc Musar, da skupaj s predsednico zbornice podelita najvišje Hipokratovo odličje za profesorico doktorico Zvonko Zupanič-Slavec. Profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec se je poleg izobraževanja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani izpopolnjevala tudi na Dunaju, v Londonu, Pragi, Padovi, na Univerzi v Washingtonu, v Seattlu in drugod. Leta 1987 se je zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Njeno znanstveno-raziskovalno delo, predvsem na področju zgodovine slovenske medicine 19. in 20. stoletja in medicinske humanistike, je pionirsko in zapolnjuje pomembne vrzeli na tem področju. Poleg 60 knjig je njeno največje znanstveno delo obširna monografija Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, ki obsega kar 3000 strani in 7000 slik. Že dolga leta je tudi priljubljena pedagoginja, ki strokovno in skrbno predaja svoje znanje. 25 let je vodila kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete ter organizirala več kot 400 prireditev za humanizacijo hospitalizacije. Desetletje je sodelovala v UNESCO-vem projektu Arts in Hospital. Je članica ali vodja več strokovnih in znanstvenih združenj, organizatorka strokovnih srečanj, dobitnica več priznanj in nagrad, med katerimi izstopajo Drgančeva nagrada za medicinsko publicistiko Slovenskega zdravniškega društva, priznanje Prometej znanosti Slovenske znanstvene fundacije, zlata dediščina Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter medalja za zasluge Republike Slovenije za življenjsko delo na svojem področju. Profesorica doktorica Zupanič-Slavec pomembno prispeva tudi k razpravi o etičnih dilemah sodobne medicine, v zadnjem času še posebej v zvezi z vprašanjem evtanazije. Skrbnim zapisovanjem in ohranjanjem zgodovinskih dejstev utrjuje naš kolektivni spomin in ohranja dragoceno dediščino, ki bi sicer tonila v pozabo. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo priznanje Aleksandru Merlu, doktorju medicine, za izjemne dosežke na področju ginekologije in porodništva v Sloveniji, predano delo ter krepitev zaupanja v zdravstveno oskrbo in ugled slovenskega zdravništva. Poglejmo prispevek. Sem si kot mlad želel biti zdravnik, kot moj oče. Želel sem si dobiti specializacijo iz ginekologije. Celo življenje sem se trudil. Dostikrat tudi so ljudje prepoznali ta trud. Nisem se pa nikdar ločil od medicine, tako da praktično sem bil non-stop v medicini, tako da praktično niti en dan. Smo posvetili življenje stroki. Tako je bilo. Doktor Merla ima zelo dolgo kariero, v službi že več kot 45 let. In ne boste verjeli, vsako leto mu ostane letni dopust. Jaz sem človek, ki se ne znam ustaviti. Če ne pridem po dežuri, sem danes in zdaj imam 4 operacije, eno smo te večjo naredili. Ni bilo tako hudo, super.
zdaj imamo še 3 nekoliko manjše, tako da, ampak to po dežuri spiješ 2 kavici in te adrenalin drži po koncu. Porodni številka 1 je gospa, ki čaka porod z dvojčki, na kar smo mi vedno veseli, ne? Meni se včasih zdi, kot da ima on jedrsko centralo nekje v žepu. Kadarkoli on pride, on prinese s sabo to energijo. Po noči, če rabimo v dežurstvu, čez dan. Ni važno, ali je polnoč, ali je 4 ura zjutraj, prihiti na pomoč. Gre lepo. In s to energijo dela čudeže. To energijo vedno usmerja v pozitivne stvari, v izboljšave, v odnose. Brez takega timskega dela, da imaš varno pokrit hrbet in to naprej vse stransko, da on težko funkcioniraš. Je enkraten človek. No. Prva ambulanta je bila marca 83, se pravi 41 let. Kot njegova dolgoletna sodelavka moram reči, da mi je lepo delati z njim. Ko se najini pogledi srečajo, veva, kaj morava narediti, brez da je vmes kakšna beseda. Sva že kot stara službena zakonca. Poleg njegove izjemne strokovnosti, pri njemu občudujem to, da se je uspel izjemno približati ženskam. In to mislim, da je naredil kot en od avantgardistov, kot eden od prvih zdravnikov, ki je izjemno poudarjal to, da ni pomembna samo strokovnost, ampak tudi približati se ženskam. Od dr. Merla telefonsko številko mislim, da ima vsaka njegova pacientka. Na razpolago je vedno. Ko je zunaj še čista tema, ko se ljudje komaj prebujajo, on že dela. Ta odnos do pacientov, do kolektiva in to je ključen. Brez tega ne bo hiša dihala tako, kot mora dihati. In sem tudi do mojih mladih pri tem kar dosleden, da delajo prav z ljudmi in kot pacienti, ki so bolni in še rabijo neko dodatno tudi psihološko podporo. Ne? Tako da vzameš pacienta, ne samo prideš, te dam na mizo, operiram, to ni tako, moraš si najti tudi čas, kar je danes malo problem, da se s pacientom pomeniš, dobro anamnezo vzameš. Dr. Merlo je, kot veste, že dolga leta nazaj odprl tudi 3. center za zdravljenje neplodnosti v državi in je zdaj na novo zaživel v novih prostorih z izjemnimi, skoraj nadčloveškimi napori dr. Merla. To sem imel za realizirati in to mi je uspelo, vključno z dobro ekipo, na katero sem tudi ponosen in zadovoljen, da delajo tako, kot delajo. Zdaj včasih ste srečo na cesti, joj, veste, jaz sem pa tista, ki sem bila visoko rizična, ne vem, pa tako naprej, ne, pa sem že 3 generacije imel priliko videti, ne, tako da sem rekel zadnji čas, da počasi začnem malo zmanjševati ta tempo, ker je očitno treba misliti tudi včasih malo nase. Bolnišnica je bila za celo Primorsko, če se spomnite, na poti proti jami, ta stara stavba in takrat sem tam začel in v bistvu tukaj, ko smo se preselili, pa bom tudi končal. Tako da dober občutek, da si bil vedno v isti hiši. Tako da v bistvu moram priznati, da je ta želja se mi izpolnila in sem se videl v njej realiziranega zdravnika. Na oder vabim predsednico države, da skupaj s predsednico zbornice podelita najvišje Hipokratovo odličje za nagrajenca dr. Aleksandra Merla. Dr. Aleksander Merlo je izjemna osebnost slovenskega zdravništva, dolgoletni specialist ginekologije in porodništva, ki že več kot 45 let z neomajno predanostjo vodi bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo v Postojni. Svojo vizijo, strokovnostjo in predanim delom je bolnišnico ne le rešil pred zaprtjem, temveč jo preoblikoval v eno najuglednejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji in širše. Pod njegovim vodstvom so v bolnišnici uvedli prelomne novosti, ki so postale zgled za celotno državo. Prvi v Sloveniji so omogočili porod v vodi, pionirsko uvedli epiduralno analgezijo ter odprli babiško hišo,
ki porodnicam zagotavlja edinstveno kombinacijo domačnosti in varnosti. Za svoje neutrudno delo je dr. Merlo leta 2022 prejel najvišje državno priznanje Red za zasluge. Z dekretom predsednika Republike Francije pa je bil imenovan za viteza nacionalnega reda za zasluge. Letos pa je dosegel še en mejnik. Odprtje sodobnega centra za oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki širi možnosti zdravljenja neplodnosti v Sloveniji. Dr. Merlo pa ni le vrhunski strokovnjak, temveč tudi izjemen mentor in vzornik mladim zdravnikom. Svoje bogato znanje nesebično deli, mlade navdihuje s svojo srčnostjo in poklicanostjo ter jih spodbuja, da sledijo svoji predanosti stroki. Njegova toplina, človečnost in izjemna skrb za pacientke ga postavljajo ob bok najvidnejšim zdravnikom v zgodovini slovenskega zdravstva. S svojim delom je dr. Aleksander Merlo pustil neizbrisen pečat v slovenskem zdravstvu ter pomembno prispeval k izboljšanju zdravniške oskrbe, humanizaciji bolnišničnega okolja in ugledu slovenske medicine. Iskrene čestitke. Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo priznanje profesorju dr. Marku Noču, doktorju medicine, za izjemen prispevek k razvoju intenzivne interne medicine in interventne kardiologije v Sloveniji, stanovsko in organizacijsko delo ter predano mentorsko delo. Poglejmo prispevek. Dobar dan. Da lahko delam z bolniki. To je poseben privilegij, ki ti ga daje medicina. Nisem nikoli vedel, kaj bi kaj druga počel v življenju, kot to, da sem zdravnik. 20 let sem bil predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino. Profesor Noč je bil predstojnik, jaz pa glavna medicinska sestra in to so pač veliko takih nalog, ki jih je bilo treba skupaj rešiti in moram reči, da takega predstojnika si človek želi, ker profesor Noč ima izjemen čut za sočloveka in izjemen čut tudi za svoje sodelavce. Ja, to se dobro spomnim. 20 let je neverjetno hitro šlo mimo. V tem času smo, mislim, da vzgojili dobre naslednike, ki uspešno vodijo stvari naprej. Poleg tega smo tudi na mednarodnem področju naredili par prebojev, kar se tiče regionalizacije zdravljenja srčnega infarkta, srčnega zastoja nenadnega, prav tako izventelesnega krvnega obtoka. Veliko smo tudi publicirali mednarodnih raziskav, bili smo v ključnih mednarodnih študijah, tako da, ko se ozrem nazaj, sem ponosen na to, kar smo seveda skupaj dosegli. To ni plod posameznika, ampak plod ekipe. Samo na ta način lahko dosežeš prave stvari. Jaz sem prišel na intenzivni oddelek pred 20 leti kot mladi raziskovalec in profesor Noč je bil moj mentor. In iz tega mentorstva je zelo kmalu ratalo tudi prijateljstvo. Tako da se moram zahvaliti za ves njegov trud. Definitivno je imel največji vpliv na mojo kariero. Imam ogromno znanja, ki ga je pridobival ne samo pri nas, tudi v tujini in ga je pač prenaša tudi danes na svoje sodelavce. Sem se več kot 4 leta izpolnjeval v Združenih državah in sicer 2 leti sem delal eksperimentalno v Chicagu, na University of Chicago, potem sem bil še pol leta na Institute of Critical Care Medicine v Palm Springsu ter leto in pol šolanje na področju interventne kardiologije v hollywoodski bolnišnici Cedars-Sinai Medical Center. A gremo na vizito? Zdaj trenutno ima ure, kjer z študenti, specializanti preigrava različne situacije tukaj pri nas na oddelku. In je izjemen pedagog in je tudi svojim sodelavcem izjemno veliko dal. Mogoče še se vsi tega ne zavedajo, je zelo velika. Definitivno pomembno, da se
da tudi ostali vidijo, kaj pomeni timsko odločanje, kaj pomeni potem tudi neko klinično razmišljanje, tehtanje vseh idej. Včasih smo v soočenju tudi zelo trdimi orehi, kot rečemo po domače, kar pomeni, da ne vemo takoj, kaj s pacientom, kakšna je osnovna diagnoza. Najlepše pri našem poklicu je, da lahko z enim znanjem, vrhunskim posegom, vrhunsko storitvijo, če temu tako rečem, pomagaš pacientu, da bolje živi ali mu pa celo reši življenje. A tlak ima v redu? Evo malo. Ja, evo, ste že boljše barve, niste več tako bled, kot ste bil. To mi daje res dober občutek, da nekaj v življenju spremeniš, da je neka korist od tvojega življenja in to je tisto, kar nekako človeka žene naprej. Zdravnik v prvi vrsti, interventni kardiolog, zdravnik intenzivist, ni bilo nikoli problema, da je dodatno bilo treba kaj narediti, a ne? In pa tudi človek kot človek. Definitivno je po srcu dober človek, vedno bo naredil vse za dobrobit pacientov. Zelo neposreden. Včasih to komu všeč, včasih to komu ni všeč. Jaz drugačen ne morem biti, kljub temu, da sem večkrat poskušal neuspešno. Vedno me nekako te stvari prizadenejo, vedno skušam posredovati neke rešitve, ki večinoma niso popularne. Žal mi pa je, da opažam, da slovenska medicina stagnira, da slovenska medicina celo na nekaterih področjih nazaduje in te reforme, ki se nam obetajo, sigurno ne delujejo prid temu, da se stanje popravi in da zopet ujamemo stik z razvitim svetom. Sem še vedno hvaležen, da je del našega tima. In seveda on je človek, ki je za bolnika naredil vse, kar je lahko. In tako je bilo in tako bo. In gremo delati. Na oder ponovno vabimo obe predsednici in prejemnika Hipokratovega odličja, profesorja doktorja Marka Noča. Profesor dr. Marko Noč je izjemna osebnost slovenskega zdravništva, ki svojo strokovno odličnostjo, predanostjo pedagoškemu in raziskovalnemu delu ter visokimi etičnimi načeli postavlja zglede vredne posnemanja. Njegova neomajna osebna integriteta in pogumna drža se kažeta vsakič, ko so pod vprašaj postavljeni ugled, strokovnost ali etičnost zdravniškega poklica. Kot dolgoletni klinični zdravnik in vodja Centra za intenzivno interno medicino je profesor dr. Noč izkazal izjemne sposobnosti pri zdravljenju najzahtevnejših bolnikov. Svojim vizionarskim delom je vpeljal številne sodobne postopke na področju intenzivne medicine in interventne kardiologije, s čimer je pomembno dvignil standarde oskrbe pacientov v Sloveniji. Njegovi strokovni dosežki govorijo sami zase. Je avtor kar 170 recenziranih znanstvenih člankov, v zadnjih 23 letih pa je izvedel skoraj 11.000 interventnih kardioloških posegov in opravil več kot 250 vabljenih predavanj. Njegova predanost pa ni omejena zgolj na klinično prakso. Kot neutrudni mentor je profesor dr. Noč navdih številnim generacijam mladih zdravnikov. Svojo neprecenljivo zakladnico znanja nesebično deli z njimi, jih spodbuja k poglobljenemu razmišljanju ter jim odpira vrata v svet strokovne razprave. Poleg kliničnega in pedagoškega dela si profesor dr. Noč neutrudno prizadeva za boljše delovanje slovenskega zdravstvenega sistema. Zaradi svoje vrhunske strokovnosti in nesebičnega dela je postal najmlajši član medicinskega razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Za vrhunske dosežke v znanosti na področju medicine je prejel Zoisovo nagrado, za svoj izjemen prispevek k razvoju intenzivne interne medicine ter za glasno skrb za delovanje zdravstva, pa tudi najvišje državno priznanje red za zasluge. Danes mu tudi mi izrekamo globoko spoštovanje in zahvalo
za njegovo izjemno delo in neprecenljiv prispevek slovenski medicini. Iskrene čestitke, pa bi izkoristili to priložnost še za eno skupinsko fotografijo vseh treh prejemnikov Hipokratovih nagrad in pa obeh podeljevalk. Prosimo. Pa en aplavz za ozadje, prosim. Zadovoljni? Evo, iskrene čestitke. Najlepša hvala prav vsem prejemnikom priznanj za vaše raziskovanje, vaše hrepenenje, za vaše odrekanje in za predajanje znanja. Vsi si zato zaslužite, da vam v imenu Zdravniške zbornice Slovenije izrečemo velik hvala in iskrene čestitke za vaše predano delo. Prosim še enkrat aplavz za vse naše prejemnike. Naj vam današnji večer ostane v lepem spominu in da nov polet za delo v prihodnje. Zahvaljujemo se tudi gospe predsednici, da je nocoj na ta slovesten dan z nami. Po končani prireditvi vas vse lepo vabim na predverje, v predverji na pogostitev ter druženje. Ne skrbite, tudi za ostale nagrajence bo fotografiranje po končani prireditvi, ostanete tukaj v dvorani. Za konec naj spregovori še glasba, skozi katero nas bodo popeljali naši nocojšnji glasbeni gostje, še enkrat Oto Pestner, Uroš Perič in Toni Povše. Iskrena hvala, tudi brez vas današnji večer ne bi bil tako slovesten. Pa naj na tej točki izkoristim priložnost, pa namignem, da je gospod Pestner pred 3 dnevi izdal svoj nov samostojni album. Tako da 50. Akustično izkoristil. Pa dejva. Včasih naredim kakšno neumnost, ampak ta ni. Ne? Tako da jaz bi želel 3 kopije tega albuma 3 ljudem podariti nocoj tukaj v dvorani, seveda naši predsednici Nataši, gospe Bejovičevi in pa gospodu Marku, ki mi je rešil življenje. To je pa kar edinstveno tak, da lahko nekdo to reče in to sliši. In je krasno to slišati. In je res. Ja. Vprašam, a samo 3 ste prinesli sabo? Ne, imam jih še nekaj, če bo pač kdo si zaželel to domov odnesti, nekaj malega jih pa imamo še seboj. Velja. Tako da ni problem. Še 3 skladbe so pred nami, je tako? Ja. Blue Christmas, Hey Jude in pa izvolite. Malo za Božič, ne? One more time, baby. Yeah. I have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those are blue
snowflakes start falling. That's when those blue memories start a-calling. You'll be doing all right with your Christmas wine, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. Oh, yeah. Yeah, baby. Huh? Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Hey Jude, don't make it bad. Take the sad song and make it better. Well, remember, you let her into your heart, then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waiting for someone to perform with. Well, don't you know that it's just you? Hey Jude, you do the movements you need is on your shoulder. Na 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 na. Yeah. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Dame in gospodje, Uroš Perić, hvala ti. Zdaj sta vaša vidva ostala s tonetama, ne? Že dneve in tedne in leta stojim na postaji in čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Oko je pripeto na okna, na vrata vagona. In že spet se zavem, da sanjam že 30 let. Dajmo veliki pevski zbor, to vem, da poznate. 3, 4. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle
pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči.